povezano in še skupno. Da bomo s tem lepim uvodom zdaj lahko bolj odprtih src nadaljevali. Veseli smo, da je zdaj bilo mogoče, da je nocoj z nami profesor dr. Jože Trontelj, predsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. Profesor se že vrsto let posveča, res z vsem srcem, lahko rečem, tem etičnim vprašanjem na področju biomedicine. Zdaj, poleg tega ima tudi odgovornost kot predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je pa to, mislim, da tudi srečen trenutek, da ima Slovenska akademija kot na vodstvenem mestu nekoga, ki se z etičnimi vprašanji posebej te vprašanjem posveča. Tako da je potem tudi večje upanje za slovensko znanost in biomedicino, da bodo ta vprašanja tudi v praksi lahko bolj upoštevana. Pa tudi v celotni družbi, o čemer želimo danes skupaj razmišljati. Profesor nas bo v to razmišljanje uvedel, potem pa bo odgovarjal na vprašanja. Profesor, izvolite. Hvala lepa, gospe kolegici, za prijazen uvod. Gospe in gospodje, počaščen sem, da sem danes lahko z vami in zelo me veseli, da vidim toliko mladih obrazov. To seveda je posebno dragoceno. Rad bi povedal nekaj o spoštovanju pravice do življenja. A se dovolj dobro sliši? Življenje je temeljna vrednota, brez katere malo da ne vse druge izgubijo smisel. Gotovo to velja za posamezno bitje, saj neobstoj pomeni nič v vsakem pogledu. Seveda ne govorim o stanju po smrti. Mnogi verjamemo v posmrtno eksistenco. Govorim o neobstoju pred spočetjem. Tu sem pred 12 leti ob razpravi o pozneje zavrnjeni noveli zakona o oploditvi z biomedicinsko pomočjo prišel v nesoglasje s tedanjim ministrom za zdravstvo, dr. Dušanom Kebrom. Nekateri še pomnite, minister se je v časopisu Delo zavzemal za umetno oplojevanje genitalno zdravih žensk brez moškega partnerja, češ da bo tudi prikrajšani otrok v enostarševski družini in zato v slabših življenjskih razmerah še vedno hvaležen, da je živ. Nihče mu ne bo smel zanikati pravice do življenja. Torej, pravi Keber, ima tudi pravico, da pomagamo pri njegovem spočetju. Sam pa sem trdil, da o pravicah neobstoječega bitja preprosto ne moremo govoriti. Neobstoječih bitij je namreč neskončno veliko, vsaj teoretično. In če bi spoštovali ministrov razmislek in hoteli zadostiti njihovi pravici do življenja, bi prišli do absurda. Pustiti bi morali vse drugo in posvetiti ves svoj čas in moči spočenjanju, spreminjanju neobstoječih bitij v prave, žive otroke. Pravica do življenja je namreč resna pravica. Seveda pa je pravica obstoječega, nerojenega otroka nekaj čisto drugega, tudi nekaj bistveno pomembnejšega, kot mislijo izobraženci
iz libertarnih intelektualnih krogov, ki so hoteli liberalizirati zakon o oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Vendar pustimo anekdote. Vprašanje varstva človeškega zarodka, spočetega z zunajtelesno oploditvijo in shranjenega v stekleni posodici v globoko zamrznjenem stanju, je začelo vznemirjati svet predvsem po odkritju zarodkovih matičnih celic in velikanske koristi, ki sta si jih od teh celic začela obetati medicina in farmacevtska industrija. Že na samem začetku teh razprav je Slovenska državna komisija za medicinsko etiko opozarjala na etične pasti in na znanstveno neupravičenost teh številnih veselih in nadvse optimističnih pričakovanj. Mnogi ugledni znanstveniki jih niso prav nič brzdali in niso ugovarjali, ko so novinarji navdušeno pisali o skorajšnjem odkritju zdravljenja hudih degenerativnih, malignih in drugih še danes neozdravljivih bolezni, kot so Parkinsonova bolezen, mišična distrofija, multipla skleroza, razne demence, ohromelost po poškodbi hrbtenjače ali možganov po kapi. To, spoštovani, je bilo nepošteno. Kompetentni znanstveniki so vedeli, da varajo bolnike in javnost, ali vsaj dopuščajo, da so varani, da so pričakovanja vsaj močno pretirana. Upanje laične javnosti, čeprav lažno, je namreč pritiskalo na upravljavce denarnih skladov in prinašalo denar. Tako so si eni in drugi zatisnili oči in ušesa tudi ob očitku, da bo za pridobivanje zarodkovih matičnih celic treba pridelati, nalašč uporabljam ta zelo neprimeren izraz, množice človeških zarodkov, jih usmrtiti in jim pobrati zarodne celice. Bilo je nepošteno, spričo kmalu očitnega dejstva, da so zarodkove matične celice za zdravljenje neprimerne, ker iz njih lahko zrastejo maligni tumori. Da je komaj mogoče upati, da se bo dalo njihov razvoj učinkovito usmeriti v rast novega organa. Komisija za medicinsko etiko je večkrat opozorila na stališče previdnejših znanstvenikov, da je mnogo varnejša in obetavnejša pot uporaba odraslih matičnih celic ali tistih vzetih iz popkovnice, ali pa reprogramiranje, dediferenciacija somatskih celic, kot teh iz kože. Torej njihova vrnitev v prvobitnejšo obliko pluripotentnih matičnih celic. Pred 3 dnevi je Nobelov odbor objavil, da je letošnjo nagrado na področju medicine in fiziologije podelil 2 znanstvenikoma, Angležu Johnu Gordonu in Japoncu Shinyii Yamanaki, prav za ta dosežek. Vmes pa je bilo nepravilno investiranega na kupe denarja, zapravljenega veliko časa in zaupanja javnosti. Razočaranih je bilo veliko število bolnikov, posebno tistih, ki so za neučinkovito in nesmiselno terapijo z zarodkovimi matičnimi celicami polnili žepe šarlatanom in njihovim inštitutom v Ukrajini, Kaliforniji, na Kitajskem in še kje. Za manj ustvarjenih in usmrčenih je bilo neznano, a najbrž veliko število človeških zarodkov. Delo na zarodkih se kljub opisanemu neuspehu nadaljuje. Zdaj so to mnogokrat neke vrste križanci, tako imenovani cibridi ali primešani zarodki, human admixed embryos. Narejeni s tehniko vnosa jedra človeške somatske celice
v brezjedrno, izpraznjeno živalsko jajčno celico, pogosto kravjo. To niso več klasični zarodki in če bi jih vnesli v telo ženske ali krave, bi se verjetno malo kateri rodil kot otrok nove vrste. Znanstveniki pa so vedeli, da etični ugovori ostajajo, vse dokler se lahko govori o zarodkih s človeško dedno snovjo. Zato so si prizadevali priti do novih tkiv in organov neposredno, brez faze zarodka. To jim je zdaj uspelo. Vseeno pa se marsikaj etično spornega nadaljuje. Zato moram omeniti razočaranje, ki smo ga doživeli v usmerjevalnem odboru za bioetiko Sveta Evrope, kjer sedim že vrsto let. To sicer ugledno etično telo, ki ima velike zasluge za uvajanje visokih etično-pravnih standardov v širši Evropi, je pri svojih ambicioznih načrtih izjemno redko odpovedalo. Z izrednim taktom in neskončno potrpežljivim prepričevanjem je uspelo izdelati Ovjetsko konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino, ki je eden od temeljnih kamnov bioetike. Kot pove že ime, je to za vsako državo pristopnico zakonsko obvezen etični standard, ker je konvencija. Dopolnjuje ga vrsta dodatnih podrobnejših predpisov, tako imenovanih protokolov. To so protokoli o prepovedi kloniranja človeških bitij, o presajanju organov, o biomedicinskih raziskavah na človeku, o rabi genetike v medicinske namene. Usmerjevalnemu odboru pa kljub iskrenemu trudu in večletnemu delu ni uspelo pripraviti protokola o varstvu človeškega zarodka po zunajtelesnem spočetju. Razlike med državami članicami so bile prevelike in delo se je končalo zgolj s poročilom. Vprašanje ostaja pereče in vrsta držav je pred nekaj leti izrazila željo, da se odbor loti tega napora še enkrat. Raziskovanje pa ni edino, kar ogroža človeška življenja pred rojstvom. Tu je zunajtelesno spočetje v kombinaciji s predusaditveno diagnostiko, s katero naj bi izbirali zdrave zarodke, ko gre za večjo nevarnost prenosa dedne bolezni. S tem naj bi se izognili drugi, za žensko bolj boleči izbiri, splavitvi zarodka oziroma nerojenega otroka, ko bi obremenjeno z boleznjo ugotovili s predrojstno preiskavo plodu ali v zadnjem času krvnega vzorca nosečnice. Za zdaj naj bi bilo to omejeno na hude dedne bolezni. Ni pa še sprejeto, katere bolezni in kako hude naj bi bile. Ob naglem razvoju genetike je pred vrati možnost ugotavljanja velikega števila nenormalnih genov in to iz ene same celice. Do nedavnega je veljalo, da se ugotavljajo le spremembe na posameznem genu, ki se skoraj neizogibno izrazijo kot huda bolezen. To so tako imenovane monogenske bolezni. V kratkem naj bi bilo možno napovedati tudi bolezni, ki nastanejo zaradi polimorfizma, sprememb na več genih, verjetno tudi v odvisnosti od okoljskih dejavnikov. Možnosti napovedovanja takih bolezni in izločanja otrok s takim genomom bi lahko vodila v novo evgeniko, po etičnosti in učinkih nič boljšo od nacistične. Ne samo, da bi usmrtili zarodke, ki bi se razvili v pretežno dovolj zdrave ljudi, med njimi bi izgubili tudi nadpovprečno nadarjene,
posebej dragocene člane človeške družbe. Ljudje s prirojeno motnjo ali boleznijo pa bi bili še bolj diskriminirani in stigmatizirani, kot so sedaj. Nanje bi začeli gledati kot na bitja, ki jih ne bi smelo biti, po angleško wrongful life. Danes ne bom govoril o umetnem splavu. Besedo so nadomestili z lepše zvenečim izrazom umetna prekinitev nosečnosti, ki je opravljena brez medicinske indikacije. Ta tema je tako občutljiva in pomembna, da zahteva posebno obravnavo. Človekove pravice najšibkejših, med katere gotovo sodijo nerojeni otroci, pa tudi novorojenčki, so nedavno prejele topovsko granato, če smem tako reči, iz nepričakovane smeri. Težko bi to imenovali kolateralna škoda, ker ne gre za zgrešeni strel ali, kot rečejo Američani, friendly fire. Ljudje, ki jih imam v mislih, so filozofi, so praktični ali utilitarni etiki, kakor imenujejo sami sebe. O njihovem razmišljanju sem nedavno govoril in pisal. Nocoj jih bom omenil samo v kratkem povzetku. V 80. letih prejšnjega stoletja je ameriško-kanadski filozof Michael Tooley objavil knjigo, v kateri je primerjal splav in detomor, usmrtitev novorojenega otroka. In med enim in drugim ni našel moralne razlike. Oboje se mu je zdelo sprejemljivo, enako upravičeno. To razmišljanje je pozneje podprl slavni kontroverzni moralni filozof, Avstralec Peter Singer, ki ga imamo tudi v slovenskem prevodu. Po njegovem mnenju bi smeli priznati pravico do varstva življenja le zavedajočim se razsodnim osebam, sposobnim razumnega ravnanja. Zarodki in novorojenčki to zagotovo niso. Novorojenček, pravi Singer, nima temeljnih lastnosti osebe, razumnosti, samostojnosti, zavedanja samega sebe. Zato umor novorojenčka nikoli ni enakovreden umoru osebe, torej bitja, ki želi živeti. Načelo posebne vrednosti in svetosti človeškega življenja pa bi morali opustiti, ker je zastarelo, neznanstveno in irelevantno za probleme razumevanja sodobne bioetike. Tako pravi Peter Singer. Pozornosti je vredna Singerjeva utemeljitev. Najprej izpodbija argument proti splavu, ki ga imenuje silogizem iz 3 trditev. Prvič, narobe je ubiti nedolžno človeško bitje. Drugič, človeški zarodek je nedolžno človeško bitje. Tretjič, torej je narobe ubiti človeški zarodek. Zagovorniki splava ugovarjajo drugi premisi, češ, da zarodek postane človeško bitje šele po nekem času, po nekem trajanju razvoja v maternici. Singer oporeka in to je šteti v dobro. Razvoj zarodka je nepretrgano dogajanje in določiti trenutek, ko postane človeško bitje, je praktično nemogoče. Singer zato naskoči prvo premiso. Narobe je ubiti nedolžno človeško bitje. To ni nujno res, pravi Singer. Utilitarni razmislek pove, če si ženska želi splaviti, zarodek pa si ne želi ničesar, ker tega še ni sposoben, je tehtanje preprosto. Nasproti želje nosečnosti ne stoji nič. Zato je splav moralno dovoljen. Podobno stališče zagovarja dosledno utilitaristični in še bolj kontroverzni filozof romunsko-avstralskega izvora Julian Savulescu. Tooley
torej zagovarja pravico do usmrtitve otroka in to do konca 2. leta starosti. Spet zato, ker tako mlad otrok še ni sposoben polnega zavedanja in ne more imeti zavestnega interesa, da želi obstajati tudi v prihodnosti. Več prahu pa sta nedavno dvignila Alberto Giubellini in Francesca Minerva s trditvijo, da je novorojeni otrok bitje brez vsakršnega moralnega statusa in zato nima pravice do varstva življenja. V tem, da je enak nerojenemu otroku. Oba sta človeški biti in potencialni osebi, a ne eden, ne drugi nista osebi v smislu imetnika moralne pravice do življenja. Zato naj bi bilo staršem dovoljeno novorojenčka usmrtiti, tudi če je zdrav. In čeprav samo zaradi psiholoških ali ekonomskih razlogov ali celo interesov koga tretjega. Infanticid, detomor, ni nič drugega, pravita, kot neke vrste porojstni splav. Naj se tako tudi imenuje in naj postane legalen. Giubellini in Minerva sta svojo razpravo objavila v znani britanski etični reviji Journal of Medical Ethics. Naj navedem odstavek. Nekateri zagovarjajo pravico zarodka ali novorojenčka, da razvije svojo potencialnost, to je star pojem iz filozofskih razprav, in postane polnopravna oseba. A nad to pravico so interesi aktualnih ljudi, staršev, rodbine, družbe, da delajo za svojo lastno blaginjo, kajti osebam, ki so samo potencialne, ne moremo storiti nič žalega s tem, da jim ne dopustimo, da postanejo obstoječe osebe. Blaginji aktualnih ljudi bi bil novi otrok lahko v škodo, ker potrebuje energijo, denar in nego. Družina pa vsega tega morda nima v izobilju. Včasih se taka škoda lahko prepreči s splavom, v kakšnih drugih primerih pa to ni mogoče. Tedaj pa, ker ne osebe nimajo moralne pravice do življenja, ni razlogov, da ne bi dovolili porojstnega splava, torej detomora. Tako Giubellini in Minerva. Britanski utilitarni etik John Harris je komentiral Tulejevo delo, napisal recenzijo. Kolegovo knjigo o abortusu in infanticidu je zelo pohvalil, pograjal pa je zdravnike, češ ker takih nasvetov filozofov, etikov nočejo poslušati. Prav Tulejevo imenitno delo po njegovem kaže, v kakšni zmoti smo s farškimi pogledi zdravniki. Treba je dodati, da imenovani filozofi niso kakšna drugo ali tretje razredna imena. Peter Singer je bil profesor na Princetonu in Oxfordu, leta 2006 razglašen za enega izmed 10 najvplivnejših avstralskih javnih intelektualcev. Leta 2004 je bil imenovan za avstralskega humanista leta. Tuli je bil predsednik Avstralskega filozofskega združenja in zatem še Ameriškega filozofskega združenja. Profesor na Stanfordu, na Koloradski univerzi in na Univerzi Zahodne Avstralije. Julian Savulescu je eden najbolj znanih in provokativnih utilitarističnih filozofov in bioetikov romunsko-avstralskega izvora, zagovornik evgenike in žlahtnjenja otrok, zagovornik ustvarjanja in porabe embrijev in fetusov za presaditve organov v odrasle bolnike. Ta čas urednik že omenjene prestižne revije Journal of Medical Ethics in direktor Oxfordskega centra za praktično etiko. Helga Kuze je avstralska filozofinja in zagovornica utilitarne bioetike, sodelavka Petera Singerja,
kontroverzna zagovornica legalizacije evtanazije. Na njeno pobudo je nastal prvi zakon o evtanaziji na svetu, ki je bil sprejeti nekaj časa veljal v severnem teritoriju Avstralije. In Alberto Giubellini ter Francesca Minerva sta avstralska bioetika. Opravičujem se državi Avstraliji, ker jo tolikokrat omenjam v teh narodnih zvezah. Priznam, da ne vem, kako to in ne vem, zakaj. No, John Harris ni Avstralec, pač je Britanec. Članek Giubellinija in Minerve je sprožil vihar in plaz podpisanih in anonimnih pisem uredniku. Med njimi so bile tudi grožnje. A kulturni odgovori niso bili nič manj polni zgroženosti. To nas lahko vsaj delno pomiri, kljub urednikovemu glasnemu razočaranju nad odzivi. V zagovor je zapisal, da so ista stališča zastopali v akademskih publikacijah in javnih nastopih najeminentnejši filozofi in bioetiki na svetu, vključno s Peterom Singerem, Michaelom Tooleyem in Johnom Harrisom, pa se javnost ni veliko odzivala. Morda gre sedanja reakcija na račun dejstva, da se Giubellini in Minerva zdaj obračata na starše. Zagovorniki infanticida res uživajo v svojih krogih in zunaj njih velik ugled in zasedajo vplivna mesta na univerzah. Ali to pomeni, da postaja nova etika s svojimi šokantnimi predlogi tudi v siceršnjem akademskem svetu ne le sprejemljiva, ampak celo prednostna smer, ki jo bo družba izbrala za prihodnost? Če je tako, potem človeško dostojanstvo in človekove pravice nimajo svetle prihodnosti. Dva etika tradicionalne vrste, Avstralec Michael Cook in Američan Jonathan Moreno, zgroženo govorita o krizi bioetike. Prvi od obeh se celo sprašuje, ali smo priče konca bioetike. Praktični etiki pa bi sprostili tudi nekatere druge današnje prepovedi. Ti misleci ne izhajajo iz kakšne posttotalitarne družbe, ki išče novo moralno ravnotežje, ampak iz dveh uglednih demokracij, z britanskega otočja in Avstralije. Novi etiki menijo, da je iz zdravniškega poklica treba izgnati vrednote, pa tudi vest. Naj citiram nekaj teh izjav. Vrednote in vest ne smejo vplivati na zdravstveno oskrbo. Prostora za zdravnikovo vest in s tem za ugovor vesti je v sodobni medicini malo. Medicina, ki jo vodijo vrednote, odpira Pandorino skrinjico diskriminacije. To je zapisal Savolescu. Človeško dostojanstvo naj bi bil nič vreden koncept v medicinski etiki, ki ga lahko izbrišemo brez kakršnekoli škode za vsebino, zapisala Ruth Macklin 2003. Človeško dostojanstvo se vse bolj zlorablja kot krinka za omejevanje svobodnega razvoja nove biotehnologije. Tiste, ki tako sproščenega razvoja ne odobravajo, novi etiki zaničljivo imenujejo dignitarijanska aliansa, ki svoje etične argumente opira na človeško dostojanstvo in tako manipulira javno etično mnenje. Dignitarijanska aliansa izhaja iz načela o svetosti človeškega življenja, to pa razširja na življenje zarodka in plodu, na prepoved instrumentalizacije in komercializacije človeškega bitja in telesa. S tem preprečuje marsikaj, kar je z utilitarnega stališča drugače. Aliansi tradicionalnih etikov očitajo, da preprečuje svobodno izbiro spola in drugih lastnosti otrok, da se upira kloniranju za razplod.
Nadalje, vtika se v pridobivanje otrok rešiteljev, spočetih zato, da bi z njihovimi matičnimi celicami in organi zdravili starejše brate in sestre. Ovira sprostitev trgovine s človeškimi organi, nasprotuje svobodni prostituciji, pa tudi nadomestnemu materinstvu pri oploditvi z biomedicinsko pomočjo. Ugovarja patentiranju normalnih sekvenc človeških genov in tako naprej. Dignitarijanci se upirajo pridobivanju novih vrst bitij, genetskih mešanic med človekom in živalmi. Ta načela predstavljajo kot univerzalna. Ker pa v pluralistični družbi teh vrednot ne priznavajo vsi, ne morejo obveljati kot podlaga za zakone. Tako menijo nekateri britanski praktični etiki, recimo Caulfield in Brownswood. Značilno za te razprave je sprenevedanje. Praktični etiki govorijo o vrednotah, mislijo pa na interese. Katere vrednote pa naj bi bile moralno tako visoke, da bi morale zmagati v zakonodajnem postopku za sprostitev prostitucije? Katere naj bi upravičile svobodno trgovino s človeškimi zarodki? Katere vrednote naj bi dale podlago za legalizacijo trgovanja s človeškimi organi, za presajanje izrezanimi iz teles živih prodajalcev ali neprostovoljnih žrtev? V imenu katerih vrednot naj bi odpravili prepoved kloniranja človeških bitij za razplod, odobrili pridobivanje človeško-živalskih hibridov in himer? Morda bo prav, da se zdaj v razmišljanjih dotaknemo še drugega pola človeškega življenja, predsmrtne dobe. Zadnja leta sem večkrat imel priložnost govoriti študentom 4. letnika medicine v Mariboru o odločitvah ob koncu življenja. Na začetku predavanja sem jih vprašal, kdo med njimi je za to, da bi tudi v Sloveniji po zgledu Nizozemske, Belgije in Luksemburga zakonsko dovolili evtanazijo. Predzadnjič se je dvignil gost desnic. Mogoče niti ena ni ostala na mizi. Po uri predavanja, v katerem sem navedel po mojem mnenju nadvse prepričljive razloge zoper legalizacijo evtanazije, sem prosil za ponovno glasovanje. Še vedno se je dvignila tretjina rok. Študentom sem povedal, da so me razočarali. Nekaj tednov prej sem podobno vprašal 55 zdravnikov družinske medicine, ki so odgovarjali anonimno. 29% jih je bilo že kdaj na prošenju, da bi opravili evtanazijo, vendar tega ni storil nihče. Le 18% jih je menilo, da bi Slovenija morala razmisliti o spremembi zakona. Pred leti so bile te številke še nižje. In moram reči, najbrž ene najnižjih v Evropi. Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope je nedavno opravil razpravo o medicinski oskrbi ob koncu življenja. Delegacije Nizozemske, Belgije in Luksemburga kot edinih 3 dežel na svetu, kjer je evtanazija dosledno in podrobno uzakonjena, so izrazile nujno željo, da bi govorili tudi o njihovih izkušnjah z evtanazijo. To je bilo soglasno in energično zavrnjeno. Evtanazija ne more biti del medicinske oskrbe. Vprašanja o etični pomoči hudo bolnim in umirajočim so stara. Novo pa je, da je možnosti za dobro pomoč danes veliko več, da vse več ljudi tudi ve za to in da vsaj nekateri razumejo, da ni več nobene medicinske potrebe
za evtanazijo. Večina današnje laične javnosti pa si vseeno želi novo svoboščino, pravico do smrti, ki naj bi jo zagotavljala družba oziroma država. To zahtevo, to porabniško pravico podpirajo tudi praktični etiki. A ta pravica bi imela visoko ceno, ki bi jo morali plačati vsi. To je spremenjen pogled na vrednost človeškega življenja. Je pa tudi pritisk na stare, revne in bolne, resničen ali umišljen, naj se čim prej umaknejo z tega sveta. Ta pritisk je mogoče zaznati na Nizozemskem. Število bolnikov, ki zahtevajo evtanazijo, raste. Podobno pa raste tudi število odobritev. Mogoče pokažem eno sliko o tem. V približno tretjini primerov po vsem svetu, po našem delu sveta, je smrt nenadna, nepričakovana. V ostalih 2/3 pa se s svojimi odločitvami vmešajo zdravniki. Govorimo o medikalizaciji smrti. Na Nizozemskem tako umre skoraj 60% vseh umrlih ljudi, vključno tistih, o katerih sem prej govoril, da umrejo nepričakovano. Položaj si zasluži, da si ga pogledamo malo podrobneje. Ta slika kaže, vsi vidite zadosti dobro, situacijo v 3 letih, 2001, 2005 in 2010. In tukaj so navedeni različni ukrepi. Tole je samomor, zdravnikovo pomočjo, to je manjši del, in evtanazija. To je, vidite, majhen del vse cele skupine. In če pogledate, od 2001 do 2005 je odstotek nekoliko padel, tele rdeče črte pa kažejo situacijo iz leta 2010. In vidite, da je ponovno nekoliko zrasel. Potem imamo tukaj primere terminalne sedacije. To je uporaba velikih odmerkov pomirjeval, ki spravijo bolnika v neke vrste farmakološko spanje, skoraj podobno komi. In v tem stanju pacientu ne dajo več niti hrane, niti tekočin. Torej, če ga ne usmrti bolezen, ga usmrti dehidracija. In poglejte, tole raste in je precej zraslo od leta 2005 do 2010. Potem je tukaj eno, oziroma ti 3 stolpci in tukaj piše opustitev podaljševanja življenja. To pomeni, da se zdravniki odrečejo aktivnemu zdravljenju, ki ne more več rešiti življenja, ampak predvidoma samo še podaljšuje predsmrtno agonijo. No, to je nekaj, kar zelo neprimerno nekateri imenujejo pasivna evtanazija. Rad bi povedal, da je to izraz, ki ga želimo izgnati iz naših pogovorov, ker je to neka mešanica prave evtanazije in etično popolnoma nesporne ukinitve nepotrebnega, neuspešnega oziroma nesmiselnega zdravljenja. No, to je seveda težko določiti, kolikšen odstotek etično spornih in etično nespornih odločitev je tukaj, ampak najbrž prevladujejo te, ki niso sporne.
No, to je nekaj, kar ostaja nekako enako, tam nekje pod 20%. No, pogledajte zdaj zadnjo kategorijo. To tukaj piše dvojni učinek. Kaj je dvojni učinek? To je dajanje tolikšnih odmerkov, pomerjeval in zdravil proti bolečinam, kolikor je potrebno, da se simptomi popolnoma umirijo, ne glede na tveganje, da bo visok odmerek mogoče skrajšal življenje. To je samo po sebi etično nesporno. Ampak nekaj let je tega, kar je eden od vodilnih avtoritet na področju paliativne medicine, torej blažilne medicine, povedal tole. Takih bolnikov, ki potrebujejo tak način zdravljenja, je razmeroma malo in predvsem, če se zdravnik drži znanih navodil o terapiji s temi zdravili, bo dosegel učinek, ne da bi tvegal skrajšanje življenja. Zdaj, pogledajte, tukaj je pa zdaj 37% vseh Nizozemcev je umrlo v letu 2010, zaradi tega, ker so jim dali zelo velike odmerke opiatov in sedativov. Tako da v tej veliki številki je neznano, ampak verjetno zelo veliko število primerov prikrite evtanazije. To je za zdravnika seveda veliko lažje, kot opraviti tale poseg tukaj, ker ni povezan z nobeno administracijo, ni treba prijaviti tega kot neko zdravniško dejanje, ki ga je treba potem zmeraj raziskati, pride mrliški oglednik in komisija in ugotavlja, če je bilo kaj narobe. No, v tem primeru ni potrebna nobena prijava in vse skupaj mine lahko, kot da je bilo vse v najlepšem redu. To nas torej lahko skrbi. Še bolj pa nas skrbi podatek, da so nekateri bolniki usmrčeni, ne da bi za evtanazijo sploh zaprosili. To se je leta 1991 in 1995 zgodilo približno tretjini vseh evtanaziranih bolnikov. Nekateri, približno polovica teh, je bila povsem sposobna odločanja o sebi, pa so bili usmrčeni, ne da bi bili sploh vprašani, ne da bi vedeli, kaj se namerava storiti z njimi. Ta odstotek je po zadnjem članku, ki sem ga dobil v roke te dni in opisuje situacijo v letu 2010 in celo 2011. Teh primerov naj bi bilo znatno manj. Ampak vseeno, že dejstvo, da so, mislim, da jemlje Nizozemcem pravico do tega, da so ponosni na svoj zakon in na to, da imajo te stvari urejene. Lahko rečemo, da če pogledamo na vse te primere, da ljudje želijo neko pravico do avtonomije, do samoodločanja, ki jo pojmujejo v skrajnosti, ko dejansko ni več pravica. Lahko rečemo, da živimo v človeški družbi, kjer smo usodno povezani drug z drugim, odvisni drug od drugega. Od življenja v skupnosti pa imamo neprecenljive koristi. Te koristi seveda
so povezane tudi z dolžnostmi in odgovornostmi. Nekatere od teh ne ugasnejo niti na smrtni postelji. In najpomembnejša med njimi je varovanje skupnih vrednot. Za konec naj izrazim prepričanje, da je sedanja zmedena doba vendarle nekaj pozitivnega, ker bo pomagala razbistriti razmišljanja naša in naših sodobnikov. Še nikoli se ni toliko govorilo o vrednotah in nikoli toliko o etiki. Še nikoli tudi ni bilo toliko lakote po etičnih razpravah. To občutam tudi sam, ker sem velikokrat zaprošen za različne nastope. Zlorabe, ki jih videvamo, prinašajo žrtve med nedolžnimi. Niso pa zaman. Kontrasti so kljub vsemu koristni in nasprotja so nujna. Šele ob teh nasprotjih se vzpostavlja moralna identiteta. Mirno mrtvilo je najslabša opcija. Tega pa, hvala Bogu, vsaj pri nas ni. Hvala lepa.